In zakaj ste pripeljali toliko daleč? Ker mi ne da mira, ker imam zelo vročo kri in nepravice, ki se dogajajo v Sloveniji, te spravljajo iz tira. Predvsem je pa spodbuja dve stvari. To je odločitev Ustavnega sodišča, da zagotovi pogodbene pravice Lopovo Kranerju, ki je spravil slovenski bančni sistem v nulo in mu zagotavljajo milijoni vsemi obresti, da so mu le kršene pogodbene pravice, kateremu delavci pomeni kaj kršitev delovne pravice. Nobenemu čisto nič. Vprašajte danes v Muri 1500 ljudi, brez dinara odpravnine, brez vsega, adijo lahko grejo. Zato sem pa napisal naj si še pogledajo kakšno pogodbo od delavcev. Vse so napisane na sekret papirju. Če veste, kaj je sekret papir? Veste, kaj je to? Se lahko rito briše s tem. Je tako domače. Lukšič, glumi in glumata. Poslušajte. 1,400 tisoč evrov je dal Pikolo za domovinsko vzgojo. Pikalo piše, Pikolo je za njega to, ne? Pikolo. A ste se vi na vašem položaju že srečal s korupcijo? Ja, zdaj, na kak način to mislite? Vi me sprašujete, če mi je kdo ponudil podkupnino? Oziroma na kakršenkoli način. Seveda, Maribor je tega ogromno, ne? Mi vedno znova, kot pravim, padajo trupla iz omare, ki so obremenjene z koruptivnimi dejanji. Zdaj, mi smo že neke sumo storitve kaznivih dejanj v tej zvezi sprožili, par jih imamo zdaj še pred odvetniki, točno zaradi koruptivnih dejanj. Moj prihod sem je ta, da podpiram to srečanje državljanov, prosto zato, ker mislim, da je korupcija centralni družbeni problem Slovenske. Enostavno, sistem je narejen tako, da preprosto ne funkcionira, če se ne poslužuješ koruptivnih dejanj. To niso tiste preproste uporaba socialnih mrež, pa vesen poznanstva, takšnih verbalnih v tem smislu, ne? Ampak gre preprosto za sistem, ki drugače sploh ne funkcionira. Recimo, mi smo kot občina zapleteni v stare koruptivne zgodbe, istočasno pa tudi zdaj se nam dogaja stvari, ki se ne bi mogli zgoditi, če bi imeli delujoč sistem. Prvič, recimo ta razpis za kulturno infrastrukturo. Si enkrat izbran, čez 2 dni pa nisi izbran. Recimo potem zdaj čakamo razpis za ostanke regionalnih sredstev. To, da država za svojo avtoriteto lomi lastna pravila igre, torej da moraš imeti izbranega izvajalca, to je že malo specialno, izbranega izvajalca za nekaj, za kar še sploh ni bilo dodeljeno, pomeni, da nekdo ve, da bo jo stara pravila, jaz si najprej moral biti izbran, pa potem si lahko izbral izvajalca, da bo ta stara pravila porušena, ne? In potem se bo igralo po novih pravilih. Nam so recimo nategnili pri obnovi pekarne. Tam smo imeli odobreno iz naše regionalne kvote obnovo drugo pa tretjo fazo. Prejšnje vodstvo je držalo fige v žepa in se tega obnove, kljub temu, da je imelo odobreno, ni šla v izbor izvajalca. Potem, ko moja ekipa prišla v občino, smo takoj začeli z izborom. Ko smo bili tik pred tem, da izberemo izvajalca, so pa rekli, da nam ne podaljšajo operacije. Torej, mi bi lahko izvajalca izbrali, ne bi pa mogli izvesti zadeve in potem smo rekli, ok, prekinemo izvajalca, ker so nam rekli, pod vse boste dobili na prvem razpisu, ki ga zdaj čakamo. To so pa pravila skazali. Tako da teh zadev je ogromno. Tako da moramo si na to, Bobu moramo reči Bob. In Bob v Sloveniji je korupcija. Imamo še šok bankovcev. Zakaj? Zato, ker nekaj od teh bankovcev je šlo v žepe tistih, ki so zraven pri tem poslu zaslužili. Bankovec, dokaz za korupcijo pri TEŠ 6. Če si oblast danes sprašuje, ali je naš zbor legitimen, lahko rečemo, da njihovo delovanje pri TEŠ 6 ni bilo legitimno. Slovenski narod jim ni dovolil, da davkoplačevalski denar zakuri v TEŠ 6. Konec spomladi
lanskega leta ste obljubljali delavcem v T6 nova delovna mesta. Pred nekaj tedni je bilo rečeno, da bi morali ob zagonu Teša 6 iti na cesto 300 delavcev. Zakurili ste njihova delovna mesta. Koalicija, pa veš svoj dolg. T6 stoji v Šaleškem dvoru, stolp dviguje svoje oblake. V ozadju stavbe te velike skrivajo se temne slike, velikanske goljufije, ki iz vlade parlamenta sije. Termo Šoštanj, Roža Kolma, čas doline in Šaleške, živeti nam brez nje ni dvoma. Upijajo pohlepneži lažnivi. T6 postav je nenasitna vreča slovenske energetike nesreča. Vroče in pohlepne glave, gluhe za resnice prave. Lažejo se državljanom, vladi in še parlamentu. Pripadnost strankam nič ne moti, ko korupciji gredo naproti. Pa veš, vladajoča koalicija, svoj dolg. Polna praznih si besed, ne izmikaj se v odlok. Daj takoj tak zakon v svet, zakon za takojšnjo rabo, da obsodil bo barabo. Boga gmajna zdaj gre v kup, proti korupciji se zdaj tolimo, da se pretulimo skozi to zimo. Še bo kdaj pomlad, še bo napočil vzor, takrat volčji zbor pojde z lovci po zakonu ravnat. Zakaj? Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo vene. Ker mi nismo le številke, smo ljudje. Korupcija je sodu dno izbila, ni večere brez plačila, takoj nastopi naj zakona sila, zahtevamo v trsu in tu zbrani vsi pošteni in aktivni državljani. Lansko leto meseca oktobra smo v trsu ovadili zaradi T6 Janeza Janšo, Andreja Vizjaka, Janeza Šuštaršiča, Boruta Pahorja, Mateja Lahovnika, Simona Tota in Zvonka Černača. Prejšnji teden smo pozvali vlado naj prvič sproži pravne postopke za zagotavljanje ničnosti pogodb Teša z Alstomom. Drugič, naj pospeši kazenske postopke v zvezi s korupcijo pri projektu T6. Tretjič, naj ustavi investicijo v T6 in četrtič, začne ugotavljati odgovornost uradnikov in politikov, ki so zavedli državni zbor, da je izglasoval državno poroštvo za projekt izgradnje 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Hvala. Če berete zdaj v delu en sam zagovor temu, da bo T6 nujno potreben. Na eni strani se delajo demokrate, pišejo proti, na drugi strani pa to podpirajo. Jaz sem to sam na svoji koži čutil, napisal sem 50 ali še več člankov, od tega jih imam polovico neobjavljenih. Zdaj pa sam še nekaj. Tukaj se razpravlja o rešitvah. A rešitve ni. Rešitve kot take na posameznem področju ni. Je pa ena sistemska rešitev, ki jo moramo vsi respektirati, to pa je volitve, volilni sistem. O volitvah, volilnem sistemu se sploh ne razpravlja. Ljudje mislijo, da bodo kar s kockami prišli v parlament. Ne, to ne bo šlo. In to še nikdar ni nič dobrega prineslo. Ko pa zdaj propagiramo alternativni volilni sistem, pa tudi strani medijev ena sama obstrukcija. Kajti ta volilni sistem je nevaren vsem sedanjim strankam. Čeprav jaz ne negiram vloge stranke ne bojo, ampak ne morajo biti pa alfa in omega odločanja v parlamentu. Poleg strank je treba uvesti tudi
državljansko zastopstvo v parlamentu. To se pravi samo kandidaturo z minimalnim številom podpisov, po sistemu zmaga tisti, ki dobi največ glasov, ne pa tisti, ki dobi manj. V sedanjem sistemu je to tako, da se je spravljalo eno samo kravjo kupčilo. Zato ponovno pozivam, volilni sistem je treba spremeniti in ga treba dati na svetlo. Zdaj mediji te teme sploh ne obravnavajo. Apeliram pa zdaj na predsednika države, da tukaj v tem času, ko se bo te razprave zaključile, da zadevo v javnost in potem bomo skupno lahko nekaj novega predlagali. Ne bomo samo javljali in se žigali in tako naprej. To ne pide nikamor, treba je konkretne, operativne predloge in za njimi stati. Hvala lepa. Ja, neč.